Lepo pozdravljeni. Pred časom je Slovenijo obiskala Evropska ljudska stranka, njena delegacija, da bi preverila stanje pravne države pri nas, preprosto rečeno. Zakaj je šlo in kakšni so rezultati? Z nami je evropska poslanka Romana Tomc. Lepo pozdravljeni, gospa Tomc. Lep pozdrav tudi vam. Torej, začnimo zdaj s to delegacijo Evropske ljudske stranke. Najprej, kdo jo je povabil? Povabilo jo je predsedstvo Evropske ljudske stranke, skupine, ki je v Evropskem parlamentu, v kateri sem tudi jaz podpredsednica, in seveda ta pobuda je prišla enkrat konec lanskega leta, kjer se je seveda treba najprej z vsemi dogovoriti, dobiti neko soglasje. Namreč te delegacije, ki jih pošilja največja skupina, niso tako zelo pogoste in je treba pravzaprav utemeljiti dobro razloge, zakaj bi neka delegacija prišla v državo. Tako da od decembra naprej je zorela ta ideja, potem je bila potrjena na predsedstvu in jaz sem seveda želela, da pride delegacija močna delegacija na visokem nivoju, tako da dejansko smo zbrali potem nas 5 je prišlo in smo tukaj obiskali in govorili z različnimi ljudmi. Povabili smo seveda tudi predsednico državnega zbora, tudi ministra za notranje zadeve, tudi aktualnega predsednika RTV, gospoda Forbicija. Pa sem videla, ko smo se dogovarjali za te sestanke, da je bil kar precejšen strah oziroma napetost in da je marsikdo seveda to sodelovanje odklonil. Imeli so priložnost, lahko bi povedali, kar bi želeli, svojo plat zgodbe, pa vendarle so se odločili, da temu ne bo tako. Kljub temu smo imeli zelo močne sogovornike. Šli smo v državni zbor, obiskali podpredsednika, potem tudi v državni svet, gospod Marko Lotrič, predsednik je bil naš sogovornik, predsednica Računskega sodišča, predsednik protikorupcijske komisije, tako da resnično smo imeli, bi rekla, kredibilne sogovornike. Torej, kdo od teh, ki ste jih mogoče že omenili, je odklonil, pa bi mogoče bilo dobro, da bi sodeloval z vami? Ja, vsi ti bi bilo dobro, da bi sodelovali. Namreč, veste, ljudje, ki so prišli v tej delegaciji, so bili zelo iz različnih držav, Švedske, Poljske, Nemčije, Španije. Tam imajo nekako drugačne predstave o tem, kaj je to demokracija, in se jim je zdelo enostavno zelo čudno, zakaj ti ljudje pravzaprav odklanjajo pogovor z neko uradno delegacijo najmočnejše stranke v Evropskem parlamentu. Sem morala malo pojasnjevati ta ozadja, ampak dejansko to v tujini ne poteka na ta način, a ne. Torej, ta ozadja, kaj mislite, so bila izključno politična? Jaz bi rekla, da so bila politična, jasno, ne. Vidim, da je, zdaj vemo, ne, da je ponekod prišlo tudi do nekega izgovarjanja s tem, da nekdo ne more priti, ker ima druge obveznosti ali dopuste ali tako, pa se je potem izkazalo, da to ne drži, a ne. Ne vem, zakaj so se ustrašili tega, najbrž se kljub temu, da je bilo v javnosti, v naših medijih, ki bi jaz lahko rekla, da so seveda pretežno levo usmerjeni, veliko bojazni, no. Predvsem veliko bojazni, kaj se bo zgodilo, kaj jih bomo vprašali, ampak vsi so živi ostali po teh pogovorih in seveda pojasnili svojo plat medalje. Tako recimo smo začeli v državnem zboru, kjer je nas oziroma moje kolege predvsem zanimal en podatek, in to je, zakaj ima recimo v Sloveniji državni zbor kot najvišje zakonodajno telo kar 3-krat več izrednih sej kot rednih sej. So rekli, veste kaj, to pa nekaj ni v redu, ne. Tudi v Evropskem parlamentu imamo možnost izrednih sej, pa vendarle se to zgodi resnično v zelo, zelo redkih primerih, kadar gre za zadeve, ki so izjemno nujne v povezavi recimo ali z Ukrajino ali zdaj s temi aktualnimi stvarmi, ki se dogajajo, ampak ne more pa biti to običajno.
Ker če je to običajno, potem ta pravila demokracije enostavno ne delujejo. In na to so bili zelo pozorni. Moram reči, da seveda so imeli moji kolegi veliko informacij že odprej, ker jaz ves čas moram pojasnjevati v Evropskem parlamentu, kaj se pri nas dogaja, ker sledijo tako na površju, a ne. Ampak vsega, kaj se v naši državi dogaja, pa ne razumejo, enostavno ne razumejo. In so potrebovali nekatera pojasnila. Tudi to, recimo, jih je zanimalo. To je bil za njih en zelo pomemben podatek. A veste, to, kako se naš parlament spreminja v nek teater, a ne? Kdo se smeji, kdo se ne smeji, kdo klepeta, kdo ne klepeta. To so stvari, ki so, bom rekla, bolj tračarske narave in ostajajo, bom rekla, tukaj za rumeni tisk. Ampak, ko pa gre za demokratične procese, ki se kršijo, pa seveda so zelo pozorni. No, in kakšni so bili odgovori? So dobili kakšne odgovore prav na to vprašanje, zakaj toliko izrednih sej, pa zakaj v bistvu jemanje besede poslancem? Seveda, tudi to je bil predmet pogovora. Kakšnega, bi rekla, zelo argumentiranega odgovora niso dobili. To je pač dejstvo, a ne. Zakaj se to tako dogaja? Pa so bili odgovori takšni, kot je tudi mi vidimo tukaj doma, da je res, ker ima pač koalicija takšno večino v parlamentu, da si to lahko privošči. Enostavno si lahko privošči z številom poslancev, ki jih imajo, izglasujejo, kar je potrebno izglasovati, ne upoštevajo recimo niti stališč Državnega sveta. Na to je posebej opozoril predsednik Marko Lotrič Državnega sveta, ki je rekel, da zdaj, če sem si pravilno zapomnila to številko, 14 vetov je bilo vloženih v Državni zbor, to se pravi, Državni svet je imel neke argumentirane in tehtne razloge, zakaj je nasprotoval nekemu zakonu, in vsi ti veti so padli. So bili v nadaljnjem postopku pravzaprav ignorirani, povoženi, in tudi to je bil recimo podatek, ki je rekel, kako pa to gre, a ne. 14-krat ste imeli nekaj tehtnega za povedati, argumentirane razloge, pa nobeden od njih ni bil upoštevan. Tako da to so vse v bistvu vtisi, ki so jih dobili na prvih 2 srečanjih moji kolegi, ki so se pa potem kasneje še potrdili z drugimi sogovorniki. No, ampak saj človek bi pričakoval, da recimo, če lahko sprejmejo karkoli, pa bi vendarle pustili do besede druge, saj ni treba v bistvu imeti teh izrednih sej, pa jemati besedo, če pa itak lahko sprejmejo vse. To je nekako nelogično. No, to je pa, recimo, če bi bili vi tam, bi mislili, da sami govorite, ker točno to je bilo tudi vprašanje oziroma komentar mojih kolegov, ne. Pa zakaj vendarle tako hitite, zakaj to počnete, če imate tako večino, da lahko izglasujete, kar želite, pa vendarle bi šli po normalnem postopku, ne. Ampak mi vemo, zakaj je temu tako. Namreč, če greš po hitrem postopku, so pravila drugačna, razprav je manj, ni javnih soočenj, ni velike debate, ne pogovarja se med strokovno javnostjo tako, kot bi se moralo, in seveda potem lahko sprejmeš tisto, kar ti želiš, tako zelo na hitro, a ne. In seveda teme tudi niso obravnavane v medijih, tako kot bi bile, če bi bil postopek mogoče počasen, tako kot je včasih bilo. Smo imeli prvo fazo, pa drugo in tako naprej, in smo imeli okrogle mize na temo. Tako. In se je vse to spreminjalo in smo sledili spremembam. Glejte, eden izmed prvih zakonov, to je bilo tudi v nadaljevanju vprašanje, a ne. Zakaj ste po hitrem postopku, ki je predviden za čas, ko so vojne, ko so izredne razmere, epidemije in tako naprej. Zakaj ste morali po tako hitrem postopku in kot enega izmed prvih sprejeti zakon o RTV-ju, a ne? S čimer ste pravzaprav obglavili dotedanje vodstvo in nastavili svoje ljudi. Kakšnih
hudih vsebinskih sprememb, a ne, v tem zakonu, ki bi preprečile kakšno naravno katastrofo ali pa vojno, a ne, pa tukaj ni bilo. Seveda je šlo za to, da se odstrani vodstvo, ki je bilo moteče, in se nastavi ljudi po svoji volji, po svojem okusu, ki bodo bolj prijazno, provladno poročali o tem, kaj vlada počne, ali pa ne samo poročali o tem, kaj počne, tudi to je pomembno, kaj ne bodo poročali, a ne, ker o kakšnih aferah, o kakšnih zdrsih te vlade se pa poroča ali zelo na hitro, površno, ali pa se celo izpusti. No, pa ne samo, da so nastavili svoje ljudi, ampak povemo konkretno, nastavili so politične ljudi, levico praktično, levica obvladuje. To se pravi, oni so v govorjenju o depolitizaciji, ne, na nek način politizirali televizijo, ker jo zdaj vodi v celoti levica, pa mogoče malce Gibanje Svoboda, če sploh zna to početi. Absolutno, ne, tudi ta dvojna vloga, ki jo ima Goran Forbici, ne. Mi smo večkrat preverili, ali to res drži ali ne, ker je izjemno nenavadno, ne, da je nekdo v bistvu na čelu nacionalne televizije in hkrati je tudi, mislim, da predsednik nekega društva, združenja nevladnih organizacij, za katere vemo, v tem združenju so tudi ekstremno levičarske nevladne organizacije, kjer so ljudje, ki so tukaj notri udeleženi, celo pisali zakon o RTV-ju. Skratka, ta preplet in zmešnjava, a ne, jasno kaže na to, da je šlo seveda za politizacijo nacionalne televizije in ne za depolitizacijo. Glejte, če imaš enkrat medije v rokah, ne, in ti isti potem poročajo o tebi, jasno, ekran ali pa mikrofon prenese vse, a ne. Ampak resnica pa je seveda čisto drugačna. In to ne glede na to, kako to tujini poskušamo prodati, oni vendarle vedo, kaj se dogaja. Ja, ampak zgodi se nič, ne, ker konec koncev ta zakon o RTV je bil sprejet, Ustavno sodišče pa še danes ne more, ne zna, noče, ne vemo točno, kaj se dogaja, ne želi odgovoriti, ali je ta zakon ustaven ali ne. To je bilo prepoznano kot eden izmed, rekla, mankov oziroma pomanjkljivosti našega sodnega sistema, a ne, ki seže od vseh sodišč do najvišjega, najpomembnejšega sodišča, Ustavnega sodišča, ki je obljubilo takrat, a ne, da bo ta zakon presojalo bom rekla, urgentno oziroma zelo hitro se bodo lotili tega, in potem je bilo tudi vprašanje, ja, poslušajte, kaj pa zdaj, ne, 2 leti je od tega, pa Ustavno sodišče še vedno ni odločilo. In seveda je bilo vprašanje tudi to, glejte, te dvojne vloge, a ne, predsednik Ustavnega sodišča je tudi solastnik. Sedanji predsednik. Sedanji predsednik. Tako, ne tisti iz obdobja RTV zakona. Ne, ampak sedanji, ne, ki bi tudi najbrž lahko vplival, ali ne vem, kako to poteka, na to, če je predsednik Ustavnega sodišča, da bo ta tema oziroma ta zakon nekako na dnevnem redu, a ne. Ampak on je solastnik odvetniške pisarne, ki dela za to nacionalno televizijo, a ne. To je spet neka dvojna vloga. Da ne govorimo o tem, ne, kako z odprtimi očmi so gledali in poslušali o tem, da je naš predsednik vlade lastnik podjetja, a ne, ki na trgu ustvarja promet z neko državno firmo, ki se ukvarja, ne, ki deluje na trgu elektrike, ne. Spet ta dvojna vloga, to poglejte, portugalska vlada je pred nedavnim padla zaradi tega, ker so predsedniku vlade očitali to, da je njegovo neko družinsko podjetje, da sploh obstaja. Ne da posluje z državo, ampak da sploh se more zgoditi ta dogodek, da je predsednik vlade hkrati tudi lastnik nekega podjetja zasebno, ne. No, ampak zdaj, če gledamo ta zakon o RTV in tisto obdobje, takrat je prišla Vera Jourova, ne, ki je danes ni več sicer v Evropskem parlamentu, poročilo, ki je prišlo v javnost, je bilo praktično počrnjeno, vse je bilo črno, v bistvu smo imeli samo beseda Vera Jourovač, pa
mačeto. Ne. Ja. To smo videli. Ne. Ampak, glejte, kaj se je zdaj zgodilo s tistim poročilom? To je tudi zanimivo vprašanje te kontinuitete. Namreč takrat je prišla neka delegacija. Kaj je zdaj s tistim? Pravzaprav, a veste, treba je vseeno poznati ustroj in delovanje in Evropskega parlamenta in evropskih institucij. Tudi tukaj se Slovenija zelo razlikuje od ostalih evropskih držav. Če recimo je neka resolucija sprejeta v Evropskem parlamentu, pa se ugotovijo neke nepravilnosti, pa se pozove neko vlado, da naj nekaj ukrepa, potem se to v tisti državi, kjer demokracija deluje, tudi kaj zgodi. V Sloveniji se pa ne. To je velika razlika. Jaz se spomnim eno izmed prvih obravnav, ko sem postala poslanka, smo imeli obravnavo o pranju denarja v Novi Ljubljanski banki. O tisti milijardi. Iz Irana. Iz Irana. Na Miki Miškin račun. Na Miki Miškin račun. Tudi tam je bilo začudenje v Evropskem parlamentu, to je bil poseben preiskovalni odbor, ki se je s tem ukvarjal. Jaz sem bila njegova članica in smo to obravnavali. In tam so seveda bili vsi začudeni, kaj se dogaja v teh Miki Miškah. Veste, so se vsi pač pritajeno nasmihali. In na koncu je predsednik tega odbora zelo jasno povedal, je rekel, poglejte, mi smo to ugotovili, Evropski parlament je to ugotovil, s temi ugotovitvami zdaj pejte domov in vi imate tam neko državo, neke institucije, policijo, tožilstvo, sodstvo, novinarje, vse pri vas deluje, menda, ampak Evropski parlament ni policija, ki bi prišla v državo in uredila stvari. Mi smo to ugotovili, ampak vi morate sami doma urediti svojimi neodvisnimi institucijami, kar morate urediti. Če pa ne boste uredili, potem pa pomeni, da te institucije ne delujejo. In ker se seveda ni tudi v tistem primeru nič zgodilo, potem lahko rečemo, naše institucije očitno niso tako neodvisne, kot želimo povedati, da so. Naše institucije so ves čas podvržene pritiskom oblasti. Poglejmo, kaj se zdaj v Golobovi vladi dogaja. Poglejmo, kaj se je zgodilo na Računskem sodišču. Nekaj časa nazaj smo imeli afero z Agencijo za energijo. Tam je posredovala Evropska komisija in je rekla, poslušajte, kaj se pa vi greste. Tole odstavljanje pa nastavljanje vodstva, to pa vendarle ne gre tako. Ampak pri nas resnično smo tudi glede tega drugačni. Noben predsednik vlade, niti kandidat za predsednika vlade v neki demokratični državi ne bi preživel postopka, procesa ali pa ostal predsednik, če bi bil obtožen takšnih, rekla, zlorab, kot jih je naš premier Robert Golob. Od izgubljene identitete v Romuniji naprej, ves čas. Ukradene pravzaprav. Ukradene. Ves čas se nekaj dogaja, zadnje dni slišimo o nekih dopustovanjih zastonj, potem o mnogih drugih stvareh, o lastništvu podjetja, o čudnih poslih, teh korupcijskih tveganj je ogromno, da ne govorimo o postopku, ki se je dogajal, ali se še dogaja, saj ne vem, v kateri fazi je to z odstavljanjem pa nastavljanjem vodstva policije, obtožbe bivše notranje ministrice. To so stvari, veste, kjer ne padajo samo glave ministrov v tujini, padajo vlade. Pri nas gre stvar naprej. Ampak meni je pravzaprav zelo žal, da po eni strani je to prav, ker zagovarjam v demokraciji, ampak mi nismo tam, da z Bruslja ne moremo pravzaprav ukrepati bolj kot lahko. Mi imamo na voljo določene instrumente, to so te delegacije, to so resolucije, to so neki sklepi, ki so sprejeti na ravni Bruslja, ampak ti morajo priti do nas in mi
pravzaprav sami moramo počistiti naš prostor, a ne. Nihče drug ne bo ne bo naredil to za nas, a ne. In seveda, kaj je najvišje sredstvo, bi rekla, ali najpomembnejše sredstvo naše demokracije, pa so volitve. Jaz verjamem v to, jaz verjamem ne v nasilne proteste in tako naprej, ne v kolesariat, ki se je dogajal, ampak verjamem v volitve. In nočem izgubiti upanja, da naši ljudje, da mi vendarle premoremo še toliko zdrave pameti, da bomo na volitvah, ko bodo enkrat prišle, odločali po tem, kar vemo, po tem, kar razumemo, po tem, kar se nam zdi prav ali ne. Pa saj, če drugega ne, poglejte, če bi se to dogajalo v vaši družini, v neposredni okolici, kako bi se odločali. In ne morem verjeti, da Slovenci in Slovenke vedno znova kupimo nekega mačka v žaklju, verjamemo na obljube, prvi je bil zanič, pa drugi je bil zanič, pa tretji je bil zanič, saj naslednji bo pa boljši, pa saj naslednji bo pa boljši. In to zgodbo ponavljamo. Jaz mislim, da je resnično čas, da dozorimo kot demokracija in da se odločimo tako, kot je za našo državo, s tem pa tudi za nas, za ljudi, ki tukaj živimo, najbolje. No, ko govorite o možnem ukrepanju Evropske komisije, recimo pa tudi Evropske unije, vendarle ni vedno enako, ne. Ko gre za Madžarsko, za Poljsko, takrat pa ukrepajo, ne, pa v bistvu zablokirajo sredstva, če je treba, ne. Pri nas pa kar se nič ne zgodi, kot da bi bilo vseeno. Ne, ni vseeno, najbrž je pa razlika tudi v tem, pač mi pravimo, da smo vsi enaki, a ne, pa da smo vsi enako pomembni, ampak vendarle gre za tudi razliko v velikosti, predvsem gre pa za eno drugo razliko. Gre za to, da tudi oblasti v Bruslju, ne, predvsem recimo komisija ali pa tudi parlament v prejšnjem mandatu je imel veliko levo večino. In pravzaprav se ni dalo izglasovati nič drugega. Evropska ljudska stranka je lahko se pritoževala ali pa glasovala, ampak enostavno leva večina je bila premočna. In tudi leva večina v komisiji z levimi komisarji, kot je bil tudi primer Jourove, a ne. Saj ona je bila ista stranka, kot tudi je naša aktualna oblast oziroma Svoboda, a ne. Tako da ta politična razmerja so zelo pomembna, a ne. In jaz sem vesela, ker se je po teh volitvah, zadnjih volitvah v Evropski parlament, so se pa razmere izjemno spremenile, ne. In tukaj vidim, bom rekla, neko luč na koncu tunela. Stvari se ne bodo obrnile čez noč, žal se ne bodo stvari obrnile čez noč, ampak že gredo v pravo smer. Sprejeli smo že kar nekaj ukrepov, ki zdajle recimo na mizi direktiva o vračanju ilegalnih migrantov, sprejeli smo že nekatere ukrepe, ki se nanašajo na zeleni prehod in se to počasi spet, bi rekla, vkaluplja v prave vode, ker imamo večino, ne samo ljudska stranka kot taka, mi imamo 188 poslancev, ampak seveda skupaj z drugimi poslanci na desni strani, ki so se okrepili, pa lahko sprejmemo, kar želimo, a ne. Torej, kaj zdaj to pomeni za to delegacijo, za ta izid, glede na to večino, ki ste jo zdaj omenili? Si lahko obetamo karkoli, kaj bo zdaj rezultat tega obiska, bo to kakšno poročilo, bodo kakšni ukrepi? Seveda poročilo jasno je, ne, Ja. ampak ravno to, kar tudi sami ugotavljate, pa sem rekla, da zdaj veliko bolj šteje, kaj Evropska ljudska stranka reče. Namreč, če bomo mi ta postopek peljali naprej, kar ga bomo, ker mi smo odločeni, predsedstvo je odločeno in tudi ta skupina bo dala takšno poročilo, da je bil to prvi izmed korakov, ki se bodo zgodili v nadaljevanju, nujen korak, seveda brez tega ne gre, so neki postopki, ampak to je bil resnično močen signal. Zdaj bomo te stvari peljali naprej v Evropskem parlamentu, seveda tudi na ravni Evropske komisije in
ne morem napovedati, seveda, kaj se bo zgodilo, ker niti ne vem. Jaz vem, kaj si želim, da bi se zgodilo, a ne. Želim si, da bi vlada in da bi ljudje slišali, kaj se pri nas dogaja, a ne. Ne želim si, glejte, ne želim si, da bi zaradi tega Slovenija ostala brez evropskih sredstev. To je nekaj, kar ni dobro, a ne. In ravno ta postopek je namenjen tudi temu, da bi stvari ustavili prej, preden se bo to zgodilo. Ker Evropski ljudski stranki je do spoštovanja vladavine prava, je do spoštovanja demokracije in ne želimo, da kakšna država, ne, v tem primeru Slovenija, zaide na stranpoti. In kaj recimo se lahko v najboljšem scenariju, v najslabšem, omenili ste to, finančni del bi bil najslabši, kaj se lahko zdaj zgodi, ali pa pač nič, spet nič? Glejte, to so pritiski in sporočila, a ne, ki jih morajo ljudje razumeti. Jaz vem, da so želeli slovenski mediji čim bolj prikriti, ne, ta obisk, čim manj poročati, a ne, pa vendarle imamo danes možnost tudi spremljati družbene medije, kjer se stvari objavljajo, kjer pride to do ljudi, in ko se pogovarjam zdaj z nekaterimi, ki bi rekla, da se za politiko kaj zelo ne zanimajo, pa vendarle je tudi ta informacija prišla do njih. In kaj je v bistvu, kaj bi bil dosežek? To, da ljudje slišijo, da vejo in da ko bodo volitve, bodo rekli, aha, to je pri nas narobe, to je s to vlado narobe, to so narobe delali, tukaj je korupcija. Glejte, mi si bomo vlado Roberta Goloba v Sloveniji zapomnili po lažeh, po korupciji in po nepotizmu. Tako da, če bomo z Bruslja ali z evropskih institucij pripomogli k temu, da bodo ljudje več vedeli in bolje dojemali slovensko realnost in se zaradi tega bolje odločili na volitvah, potem smo dosegli svoje. Kot rečeno, nismo pa policija, ki bi prišli in bi v lisicah odpeljali koga. To morajo narediti institucije. No, saj ljudje bolj ali manj v Sloveniji vedo, kaj se dogaja, ampak velikokrat zaradi te nemoči Evropske komisije tudi nimajo dovolj ali pa nimajo več dovolj zaupanja v Evropo samo. To je mogoče tudi problem. Je, zagotovo, ne, razočaranje, moram reči, da zdaj se ves čas trudim, zdaj že kar nekaj let, ne, da bi dopovedala, da bi pokazala, kakšna je realna situacija v Sloveniji, in potem, če vidiš, da te ne slišijo dovolj dobro, da ne razumejo, da se nočejo poglobiti v stvari, ker veliko je tudi drugih problemov v državah, a ne, potem je jasno to neke vrste razočaranje. Ampak lahko bi rekla že leta nazaj, sej ne moramo nič doseči, pa bomo pa odnehali. Ne, jaz sem tukaj zato. Mene so ljudje izvolili zato. Namenili so mi res veliko glasov, da grem v Bruselj in da vztrajam. In zdaj v tej vlogi, ki jo imam, moram reči, da so se stvari začele premikati s svetlobno hitrostjo. Prej sem bila samo navadna poslanka, a ne. Imela sem, bom rekla, kar zelo lepe odnose s svojimi kolegi, ampak zdaj sem pa podpredsednica skupine in vse pomembne odločitve se sprejemajo na predsedstvu. In ko sem izrazila željo, a ne, da bi poslali tudi delegacijo v Slovenijo, tukaj ni bilo nobenega problema. Tako da upam, da bodo šle stvari tukaj v to smer naprej. Nenazadnje imamo zdaj v komisiji ne 5 ali 4 ali koliko komisarjev smo imeli v prejšnjem mandatu, zdaj jih imamo 14. A ne. Seveda smo razočarani tudi nad nekaterimi njihovimi potezami, da ne govorimo o tem, da tudi nad potezami gospe predsednice van der Leyenove, a ne, za katero mi nismo mogli glasovati in jo ne podpreti, ne, ker smo bili razočarani, ampak vendarle, tako kot sem začela, nisem jaz tam zato, da sedim in gledam, kaj se ne da narediti. Jaz sem tam zato, da poskušam vse, kar lahko, da se bo vendarle nekaj tudi slišalo v Slovenijo in da bodo zaradi tega posledice.
No, včasih je slišati tudi mnenje, bolj na desni seveda, da bi se mogoče lahko bolj povezali tudi s tistimi, ki, gojijo te ideje o suverenosti, suverenisti tako imenovanimi. Kaj mislite o tem? Ja, seveda, jaz sem, za to, da se povezujemo, tudi Evropska ljudska stranka je za to, da se povezujemo in se povezujemo. Povezovanje v Evropskem parlamentu pomeni, da enako glasujemo, a ne, to se pravi, če pride neki dokument na mizo, potem je odvisno, koliko poslancev ga bo podprlo ali pa zavrnilo. In mi smo marsikatero stvar, že sprejeli, seveda v sodelovanju z, ICR-om, to se pravi Evropskimi konzervativci in tudi patrioti. Nobenega problema. Prvič se je to zgodilo, ko smo glasovali o Venezueli, o tem, kaj se je dogajalo v Venezueli, o njihovi opoziciji, in se nas je nekako v narekovajih prijelo ime, to je pa Venezuela Coalition, a ne. To se pravi EPP, ICR in patrioti. Nobenega problema jaz nimam s tem in, sem tisti del predsedstva, še nekaj kolegov jih je, ki močno navija za to, da se moramo bolj povezovati na levo stran. Bi pa ob tem dodala še nekaj. Včasih pride do situacije, pogosto, bom rekla, tudi sama pri svojih poročilih to zaznavam, da patrioti niso najbolj zanesljiv partner. In potem se utegne zgoditi situacija, ko pride neko poročilo na glasovanje in mi v dobri veri, ker patrioti so ves čas recimo dajali neke amandmaje, sodelovali in tako naprej, ampak na koncu bodo pa glasovali proti. Ne? In potem, kaj se zgodi, tisto poročilo, kljub temu, da je, bom rekla, zelo desno usmerjeno in da si levi pulijo lase, a ne bo sprejeto, ker so se patrioti umaknili. Jaz bi rekla, da je to, na začetku je bilo še bolj očitno to. Oni so bili enostavno proti vsemu. Proti vsemu. Bilo je čisto desno poročilo, desno usmerjeno, z desnimi vrednotami, vendar enostavno so bili proti. No, zdaj so se že malce priučili, bom rekla, tega dela v parlamentu, včasih tudi ni tako, vendar so resnično zelo nezanesljivi. In ko bodo še to malce izboljšali, bo pa še lažje sodelovati. Kako so stranke v Evropskem parlamentu reagirale na slovensko priznanje Palestine? Glejte, jaz mislim, da bi šlo to pač z nekaj dvignjenimi obrvmi mimo, zaradi tega, ker vendarle gre tukaj za neke politike, ki vejo, za kaj gre, a ne. Slovenija se je, oziroma ne Slovenija, jaz ves čas želim to povedati, da, ni Slovenija tako se odločila, ampak slovenska vlada se je tako odločila. In trenutno imamo očitno ekstremno levo vlado, ki je priznala Palestino. Tudi nekatere druge države so, ampak kot rečeno, ker evropski politiki vendarle vejo, za kaj gre, vejo tudi to, da to priznanje ne pomeni nič. To priznanje za Palestino ali Izrael ni pomenilo nič, pomenilo je pa veliko za Slovenijo, ker se je Slovenija pozicionirala tako, kot se je, a ne. In seveda žal, iz vseh teh medlih izjav, mi smo za mir in tako naprej, a veste, ampak zelo jasna ločnica tukaj je tudi v Evropskem parlamentu, ne, kjer se vidi po glasovanju, kdo je proruski in kdo ni proruski. In tukaj ugotavljamo vsi skupaj, da se, a veste, Evropski parlament je takole narejen, a ne. Tukaj je neka sredina, desna sredina, leva sredina in potem gremo čedalje bolj v ekstreme. In imamo ekstremno leve stranke, ekstremno desne stranke. Ko gre za vprašanje vojne v Ukrajini, podpore Rusiji, se srečata ekstremna levica in ekstremna desnica. Glasujejo enako. Tukaj imajo, bi rekla, tudi patrioti eno težavo, z mojega vidika težavo, seveda oni to zagovarjajo, ampak so bolj prorusko usmerjeni, tako kot tudi ekstremna levica, a ne. In
to se zazna. Sicer pa, a veste, jaz vedno vprašam, ko mi rečejo ljudje, joj, povej ti tam v Bruslju, jaz to ves čas govorim, ne, kaj se pri nas dogaja in ne samo te velike stvari, ki se dogajajo, ampak tudi kakšne manjše stvari, a ne. Jaz to poskušam vse nekako informirati, ampak vendarle potem jaz vprašam nazaj. Poslušaj, a pa ti veš, kdo je v tem trenutku premier Estonije? Pa reče, ne vem, zakaj pa bi vedel? Ja, zato, ker mogoče to tudi pove, da vsi Estonci pa ne vejo, kdo je danes na vladi v Sloveniji in jim je treba to razložiti, to jim je treba povedati. Ko se vi pogovarjate oziroma ko se jaz pogovarjam s kolegi iz baltskih držav, Litva, Latvija, Estonija, veste, 2 stavka ali pa 3, 4, če so zelo pripravljeni poslušati, jim lahko poveš, kaj se pri nas dogaja. Potem pa začneš poslušati o tem, kako zelo so prestrašeni in kako zelo se bojijo, kaj se bo zgodilo v Ukrajini, ker se počutijo ogroženi od Putina, ker vejo, kakšna je bila njihova zgodovina. Potem imajo, ne vem, Španci svoje težave, pa imajo Ciprčani, glejte, razdeljeno državo, pa imajo, ne vem, v Italiji svoje težave. Tako da vsi so najprej fokusirani na tisto, kar se dogaja pri njih, in seveda je potrebno zelo veliko energije, jaz bi rekla in tudi rečem, zelo veliko kavic, a ne, ker tam se potem razloži kolegu, ko imaš ti pol ure časa, kaj se dogaja, ker ko imamo 1-minutne govore v Evropskem parlamentu, tam kaj zelo veliko ne moreš povedati. Sploh pa ni takega interesa, ker so dvorane več ali manj prazne. Ampak to, kar imamo pa mi osebnih stikov, to je pomembno. Ne. Jaz sem vesela, no, da imam res zelo veliko teh osebnih stikov. Kako se je zdaj po zmagi Donalda Trumpa v Ameriki nagnil ta jeziček na tej mnenjski tehtnici, da tako rečem? Je zdaj več prorusko usmerjenih, pa več proizraelsko, ali kaj se dogaja? No, mogoče ne bi tega tako povezovala, čisto, da je zaradi tega več prorusko ali proizraelsko. Evropski parlament je jasno obsodil, ne, to, kar se dogaja v Palestini, v smislu, a ne, da je Hamas teroristična organizacija, pika, konec. Ve se, kdo je izvedel ta prvi napad, ve se, kdo je ugrabil talce, a ne, in ko se mislim, da tukaj bi bilo lahko hitro kaj končano, a ne. Hamas naj položi svoje orožje in smo stvar zaključili, pa vendarle se to ne zgodi, a ne. Ampak kar se pa tiče izida volitev v Združenih državah in nastopa Trumpa, ne, mešani so bili odzivi, ne. Nekateri smo bili pač veseli, da se je zgodila ta menjava oblasti, vendar hkrati tudi jaz sem vedno, ne samo da rečem, meni je dobro, v redu, pozdravljam to, da je Donald Trump zmagal, vendar jaz nisem noben častilec lika in dela nekega politika, ne Donalda Trumpa, ne kogarkoli drugega. Ne sodimo mi ljudi po tem, kdo so, pa kaj objavljajo, pa ne vem kaj, ampak je treba vsako njihovo potezo presojati, pač a je dobra, ali je slaba, a je pametna, ali ni pametna. In zagotovo najdemo potem zelo veliko pametnih potez, pa tudi nekaj takih, ko rečemo, kaj se pa sedaj dogaja, ne. In ena izmed tistih, ko rečemo, kaj se pa sedaj dogaja, je tale trgovinska vojna, ki se nam obeta. Ki že poteka, ne. Trenutno je Evropa še ni na udaru glede tega, ker si je Donald Trump, a ne, hitropotezen, kakršen je, ne, vendarle premislil, ko so mu povedali, kaj to za sabo prinese, da to ni dobro. Glejte, v trgovinski vojni, najbrž ste že v tem studiu večkrat povedali, ni zmagovalcev, so samo poraženci. Gre za to, kdo bo bolj poražen in kdo bo utrpel večjo škodo, ampak škodo bodo utrpeli vsi, a ne. In zdaj to poteka na ravni
ZDA in Kitajske predvsem. Medtem ko se je Trump potegnil nazaj, kar se tiče določenih stvari, ne, ker enostavno je ugotovil, da to ni okej. In tako tudi nekatere druge poteze, a ne, kot so razne ozemeljske težnje. Ja. Jaz sem v delegaciji s Kanado, ne. Recimo podpredsednica delegacije s Kanado sem in takoj po njihovem po volitvah, a ne, smo imeli že več zdaj sestankov, se dobivamo online, seveda, ker smo malce daleč, ne, z njihovimi senatorji in najvišjimi politiki in so zaskrbljeni, seveda. Oni so neposredni sosedi, bolj kot te ozemeljske, se veste, on je imel na začetku, bo pa Kanada, kar postala 51. država. ZDA. Mislim, da so to jemali bolj tako, ne, glejte se, to je pač tako, ampak kar se pa tiče trgovanja, ne, in te izmenjave, jih pa skrbi, ne, ker bo to vplivalo. Skratka, upam, da bo tu prišlo do neke racionalizacije, do neke zdrave pameti in da tole trgovinsko vojno umirimo čim prej. No, je pa ena sprememba pa vendarle vidna, to pa je ta tako imenovana zelena agenda, ki je pa zdaj vendarle izgubila malce tega pospeška tudi v Evropski uniji. Zelo. Kaj se obeta? Obeta se korak pa korak nazaj. Če v kratkem rečemo, glejte, ta zeleni prehod ali Green Deal, no, zeleni dogovor, to ni en dokument, to morajo ljudje vedeti, ne, to ni nek zakon, v katerem vse piše. To je skupek različnih predpisov na različnih področjih, a ne, od tega, da se vpliva na industrijo, na kmetijstvo, na življenja ljudi, ki morajo seveda dosegati čedalje hujše in višje kriterije, a ne. In te čedalje hujši in višji kriteriji so škodljivi za evropsko industrijo, ki postaja sčasoma ali pa kar na hitrico, ne, zdaj čedalje manj konkurenčna in čedalje bolj odvisna od preostalega sveta. Hvala Bogu je prišla streznitev, da smo videli, da je to izjemno slabo in zdaj gremo nazaj. Torej, kam nazaj? Se je podaljšalo to obdobje ali kaj točno? Manj poročanja? Ja, za začetek manj poročanja. Ja. Od Evropske ljudske stranke, vidite, tukaj se kaže naša moč, je Evropska komisija dobila naročilo takoj na začetku, ker smo se zavedali, kaj se je zgodilo v prejšnjem mandatu, ko smo začeli. Evropska komisija oziroma njeni uradniki, ker uradniki so zelo močni, visoki uradniki so zelo močni, so imeli v predalih pripravljenih na tisoče dokumentov, ki so jih potem, ko je enkrat začel Evropski parlament delovati, znosili nam na mizo tole in mi smo glasovali po tekočem traku. Mi smo rekli sedaj, na predsedstvu je bil tak dogovor, stop, nobenega predpisa ne boste prinesli na mizo in ga tudi niso. Če boste gledali malo, kaj se je dogajalo, nič, mi imamo praktično prazne seje, kar se tiče teh predpisov. Od Evropske komisije ne sprejmemo ničesar, ampak imamo tukajle spisek, kaj boste vi v 100 dneh naredili. In so dobili spisek, kaj bodo v 100 dneh naredili, med drugim tudi že prej omenjeno direktivo oziroma zdaj bo to uredba o vračanju ilegalnih migrantov in ogromno stvari na področju zelenega prehoda. Predvsem pa, mislim, da imamo zdajle v tako imenovanem omnibusu, to je pač neka združba več predpisov, ogromno pravil, ki odpravljajo birokratske ovire. Črta se to poročanje, črta se ono poročanje, črta se tretje poročanje. Tudi to ESG poročanje. Tega je ogromno. Okoljsko. Ja, tega je ogromno in to gre zdaj nazaj. Zdaj pa treba še nekaj paziti, ne. To moramo pa spet narediti doma. Namreč, Slovenija oziroma leve vlade so tipično nagnjene k temu, da še bolj zakomplicirajo stvari, ki so v Bruslju že tako ali tako zakomplicirane. Če Bruselj predpiše, da imamo 3 nujne pogoje ali pa predpise za izpolniti,
dva pa, če hočemo, jih bomo mi kar vseh 5 predpisali kot nujne, a ne. Tako da je treba slediti, če bo vlada to, kar bomo zdaj iz Bruslja pravzaprav debirokratizirali, tudi dejansko potem Upoštevala. k nam prinesla, ne. Ker zna se zgodi, da potem pri nas pa ostane tako, kot je, a ampak ne. če ne bo, spet ni nobenega ukrepa, ne? Pač ne bo, ali kako? Ja, in smo spet pri tem. Treba je na volitvah izvoliti ljudi, za katere veste, da bodo naredili in ravnali tako, da bo za vas najbolje, a ne. No, zdaj ta skupina EPP-ja je seveda obravnavala pravno državo, njeno delovanje. Ne moreva mimo tega vprašanja, saj midve zdaj še ne veva, zdaj ko snemava, kakšen bo izid te sodbe in sojenja v zadevi Trenta, ne, ker če razumemo in če lahko verjamemo neki anonimki, ki kroži, naj bi ponovno spet obsodili celo na zaporno kazen predsednika stranke SDS, torej vašega predsednika, prav natanko 1 leto pred volitvami. Torej, ali so seznanjeni evropski poslanci, ki so prišli sem s to zadevo, oziroma kaj se bo zgodilo, kaj se dogaja? Absolutno so seznanjeni, je bil to tudi del pogovora. Jaz sem tudi med vikendom bila osebno na zvezi tudi s predsednikom Manfredom Webrom, tako da sledimo temu, seveda sledimo temu. Vendar, glejte, to, kar se dogaja v Sloveniji, ti politični procesi, a ne, ki kažejo na grozljivo zlorabo sodnega sistema v politične namene, ne, to je absurd, kar se pri nas dogaja. 20 let star proces, a ne, za katerim praktično ne stoji nič in ki je bil, kot berem, a ne, večkrat tudi po strokovni plati s strani cenilcev in tistih, ki so pričali na sodišču, popolnoma ovržen, a ne, in ga za lase vlečejo zdaj pred volitve, a ne, je katastrofa, ne. Saj se je to enako zgodilo že enkrat, ko je bil proces Patria, ko so 3 mesece, ne vem, koliko dni, 3 mesece naokroglo pred volitvami zaprli voditelja največje opozicijske stranke, kjer smo takrat tudi po javnomnenjskih raziskavah, kolikor jim že verjamemo ali ne, ampak bili premočno v vodstvu, a ne, potem ga pa po 3 mesecih izpustili, ker ne vem kaj, ni bilo dovolj dokazov, proces na koncu je zvodenel, padel in celo oropal Janeza Janšo pravice, da se pritoži na sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, zaradi tega, ker postopek tukaj ni bil končan. To je bil pač političen proces, tako kot je zdaj to političen proces. Kaj se bo zgodilo naprej, ne vemo, a ne. Jaz upam, da do te sodbe ne bo prišlo na takšne, kot smo brali tele anonimke po družbenih omrežjih, ampak jaz vas vprašam, poslušajte, kako pa pridejo te anonimke sploh sem, a kaj je sodba že napisana od prvega dne naprej? Ja, najbrž je nekje na računalniku. Ta sodba je bila spisana že ves čas, ta sodba je spisana na zalogo v nekem predalu. In postopek, poslušajte, traja 20 let. Tudi to, o tem smo se pogovarjali za to skupino, ko sem rekla, kaj 20 let? 20 let to poteka, a ne. Saj oni ne vejo za vse malenkosti, ki so to noter, ne, ampak za glavno zgodbo pa vedo in se zdržijo za glavo in rečejo, vi niste normalna država. No, ampak glejte, tudi recimo, vem, da ste bili tudi zraven pri tej peticiji, ko gre za pokop pobitih, izvensodno pobitih strani komunistov in seveda partizanov in vsega tega, kar se je dogajalo po koncu in tudi že med drugo svetovno vojno, obstaja pač neka pobuda. Ampak ne vem, glejte, saj tudi tu se Evropejci čudijo, kako da mi ostanke, torej kosti teh ljudi prevažamo po Sloveniji v nekih plastičnih gajbicah. Pa kaj je to? Ja, res, kaj je to?
Veste, takrat, ko je vlada ukinila dan spomina na žrtve komunizma, se je začela spraševati, mislim, vsi smo bili v šoku, a ne. In potem reče, kaj lahko ti kot posameznik v svoji funkciji narediš, če kaj lahko narediš. In sem se odločila, da poskušam po poti, ki se mi je zdela najbolj realna, da pridemo do nekega cilja. Pogovarjali sva se tudi s kolegico, ki je bila takrat predsednica odbora za peticije, in je rekla, dajmo peticijo, a ne. In potem sem prosila, lepo povabila k sodelovanju doktor Ferenca, ki je bil izjemno kooperativen, takoj pripravljen na sodelovanje in je tudi dvakrat prišel v Bruselj to zagovarjati na odbor. In ta peticija je stekla, je bila najbolj podpisana peticija v celem letu, tistem letu v Evropskem parlamentu, prišla na odbor na obravnavo, kjer se je pa po moji oceni, tudi doktor Ferenc je enako komentiral, zgodil v bistvu nek kulturni šok, v smislu, da to vendarle ni bila obravnava v slovenskem parlamentu, ampak so celo socialisti v Evropskem parlamentu, a ne, ki so po naravni poti bi morali biti proti, ker gre to proti njim, nekako obmolknili, ne, niso glasovali proti. In zadeva je šla naprej. Naša vlada, Golobova vlada, se je zelo vehementno in nonšalantno obnašala, na poziv odbora sploh ni odgovorila. In kaj se mi je zgodilo, ne? Zaradi tega, ker so se tako obnašali, se je zgodila druga obravnava, peticija je šla ponovno na odbor, se je rekla, čakajte malo, takole pa ne gremo. To se pravi, kaj lahko Evropski parlament naredi. Še enkrat smo to obravnavali in tudi sprejeli odločitev, da bo o tem pripravljena in najbrž tudi na koncu sprejeta resolucija. Resolucija je zelo obremenilna za slovensko vlado. Je v tem trenutku v fazi pogajanj. Mi tukaj zraven nekako sodelujemo kot tisti, ki spremljamo stvari. Sem natanko obveščena, katera pogajalska izhodišča so šla skozi in katera ne. In predvidoma naj bi bila, mislim, da že pred jesenjo, pred poletnimi počitnicami tudi sprejeta na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Glejte, to je najmočnejše orožje, kar ga parlament ima. Resolucija. Ne, tako kot sva govorili na začetku, če parlament o neki državi, o nekem dejanju sprejme resolucijo, več od tega ne more narediti. To je jasen signal, jasen poziv, a ne. Zdaj, kaj bodo naredili tukaj tili naši vladajoči in ta naša oblast, ne morem reči, ampak drugje bi letele glave, bi padale vlade. Torej, resolucija je rešitev tudi za vsa druga vprašanja. Ja, a veste, zdaj rešitev lahko naredi izvršilna oblast. Tako kot v Sloveniji, ne. Ravno tako, analogija je tu, ne. Slovenski parlament lahko sprejme nekaj, sprejme nek zakon. In če ga vlada, v tem primeru, ker mi nimamo kakšne velike delitve oblasti, ker je to eno in isto, pač sprejmejo zakone, ki so njim povšeči. Ampak vlada je tista, ki je izvrševalec, a ne. Tako tukaj tudi v Bruslju. Evropski parlament lahko nekaj sprejme, ampak seveda nekdo mora to izvršiti, ne. Predvsem pa je v tej resoluciji, to pa lahko povem, ne, ker sem besedilo videla, a ne, nekaj, česar v Sloveniji leva oblast ni bila sposobna nikoli narediti, ne. In to je obsodba komunizma kot totalitarnega režima. Vedno so se izogibali. Ni bila ratificirana resolucija, ki je bila sprejeta v Evropskem parlamentu. Mislim, da je bil celo sprejet nek zakon, kjer se prepovedujejo simboli fašizma, nacizma, ne pa tudi komunizma, ne. In tukaj gre pa za jasno obsodbo, za primere iz Slovenije, za opise, kaj se je dogajalo, za številke, a ne, ki so tukaj noter navedene. In če drugega ne, a veste, to bo, bi rekla, za zgodovino, za večno zapisano.
tudi na nekem nivoju, če v Sloveniji ne moremo tega doseči, potem smo preskočili ta nivo in šli na višji nivo. In jaz si samo želim, da bi dejansko ti posmrtni ostanki, ki so jih že našli, ti, ki jih še bodo, ki ležijo po celi Sloveniji, več kot 700 grobišč je bilo odkritih, pa še vedno ni poskrbljeno za vse, da bodo doživeli, bi rekla, te kosti nek dostojen pokop, neko dostojno obeležje in da nenazadnje tudi njihovi svojci, ki še živijo, pridejo do nekega notranjega miru, da so pravzaprav pokopali svoje prednike. No, zdaj, če parafraziram v tem komunističnem otoku, kar očitno Slovenija je, so tudi očitali, da je ta vaša delegacija, ki je zdaj prišla, politična. Seveda, da je, saj smo politična stranka, ampak pomembno je, da je to politična delegacija najmočnejše stranke, ki ima večino, ki ima moč, da nekaj spremeni, da če se odloči, da bo šla korak naprej, potem tudi gre korak naprej, ker enostavno imamo, seveda pa računamo na pomoč ISIAR-a in patriotov, da nam bodo pri tem pomagali s svojimi glasovi, da pač spravimo v realizacijo tisto, kar si zamislimo. Pred časom je tudi gospod Matej Tonin imel neko povabilo iz Evropskega parlamenta. Kaj je zdaj s tem? Oziroma, kakšen je bil tisti obisk? Ja, jaz sem vesela, da se Matej Tonin je tukaj tudi angažiral. On je povabil, mislim, da nekega kolega Vazqueza iz Španije. To je šlo bolj, bi rekla, za osebno povabilo, ne za uradno delegacijo. To možnost imamo vsi, da kogarkoli povabimo in Matej se je za to odločil in sta, mislim, da tudi govorila z nekaj ljudmi. Zagotovo bo, kadar bo treba glasovati, kadar bo treba k temu kaj prispevati, tudi potem ta kolega Vazquez lahko kakšno besedo povedal, tako da jaz samo pozdravljam to. Več nas bo, bolje bo, ampak mogoče vseeno, pač moč in teža teh dveh obiskov je bistveno drugačna, tako da če se bo kaj zgodilo, se bo zgodilo zaradi tega, ker je predsedstvo poslalo to delegacijo, ki je bila zdaj tukaj, ker kot rečeno, predsedstvo je pač tisti organ pri nas, ki je odločujoč. Kaj pa razlika s tisto delegacijo, ki je prišla v času Janševe vlade? Kakšna je bila pa tista? Tista delegacija je bila tudi delegacija enega izmed nižjih parlamentarnih odborov, ne odbora Libe, ampak Libe ima v svojem okrilju še en pododbor, je bila sestavljena tudi iz različnih članov, tudi iz različnih političnih skupin. Tudi jaz sem bila tam zraven. Vendar tista delegacija je bila, bi rekla, politična eksekucija, poslana z namenom takrat škodovanja Janševi vladi, sprejeto potem na hitro tudi neka resolucija v času našega predsedovanja, ki je kaj ugotovila, če malce obudimo, kaj se je takrat zgodilo. V bistvu govorili so, ali pa smo z različnimi deležniki in ugotovili, da v Sloveniji ni diktature. Čisti šok. In bolj kot so vrtali, kaj vse je narobe, kako Janševa vlada zatira vse po vrsti, bolj so ugotovili, da pravzaprav nikogar ne zatira. In na koncu so ugotovili dve stvari. Prva stvar, da nismo v predpisanem času imenovali evropskega delegiranega tožilca, kar je res. Ampak recimo Švedi ga takrat tudi niso, pa marsikatera druga država tudi ne. Na koncu smo ga potem tudi imenovali, bom rekla, pod političnimi pritiski. Ampak to je bil blazen očitek, nismo spoštovali roka. Druga stvar pa je bil strašen pritisk na Slovensko tiskovno agencijo, ki jo Janševa vlada naj ne bi financirala. Na koncu jo je financirala. Zakaj pa takrat nismo financirali, oziroma vlada ni financirala Slovenske tiskovne agencije, pa je, ker
so bili očitki, da poenostavim, Slovenska tiskovna agencija neracionalno porablja denar za svoje poslovanje in da je v tistem poslovanju marsikaj narobe. In da ko bodo predložili vse dokumente, bodo pa dobili financirano. Torej, Ampak, če samo zaključim, to je bil očitek, strašen očitek. Na koncu, kaj se je ugotovilo zdaj par mesecev nazaj? Kaj je ugotovilo Računsko sodišče? Da je STA neracionalno porabljal denar. Skratka, nobenih očitkov, to je bila, bom rekla, za lase privlečena politična eksekucija vlade, ki se je dogajala vedno proti desnim vladam. Vedno so bile napadene desne vlade, nikoli leve vlade. Pa se je recimo na Malti zgodil umor novinarke. Pa se v Španiji dogajajo strašne stvari, kar pravijo španski kolegi. Tako da tukaj gre za politični moment. Zdaj, ta delegacija, ki ste jo vi zdaj pripeljali, je delegacija politične stranke, tista je pa vendarle bila delegacija nekega odbora. Ali bi vi dosegli zdaj več, če bi tudi vi pripeljali nek odbor v Slovenijo? Ne, to je prvi korak. Gremo naprej. Dobro, to se pravi, to še sledi. No, zdaj ste nam vse povedali. Zdaj pa za konec, recimo, bližajo se volitve, še politično vprašanje. Kakšen je odnos SDS-a z Novo Slovenijo? Jaz si želim, da bi bil čim boljši. Seveda se zelo dobro zavedam realnosti našega političnega prostora in vem, da brez sodelovanja na desni strani ne bo mogoče prevzeti naslednje vlade. Jaz verjamem v svojo stranko, nenazadnje tudi te ankete, kakršnekoli že so, ampak vse skupaj kažejo na res dober rezultat Slovenske demokratske stranke, pa vendarle si želimo, da bi dober rezultat dosegli tudi tisti, ki bodo naši partnerji v bodoči vladi. Brez tega enostavno ne gre. Jaz pravim, da je potrebno sodelovanje, da špetiri in takšne stvari niso potrebni zdaj, da moramo vse sile usmeriti v to, da bomo nekako, ne bom niti rekla, boj proti tej vladi. Jaz se ne želim samo boriti proti tej vladi. Jaz želim, da naši ljudje v Sloveniji pridejo pravzaprav sami do tega, kaj je za njih dobro, kdo jih je vlekel za nos, kdo jim je lagal, kje je v resnici leži korupcija, in da se odločijo, da na naslednjih volitvah rečejo temu ne in rečejo, konec je s tem, konec je s temi novimi obrazi, tudi če je nov obraz, star obraz, konec je s temi igricami iz ozadja. Vsi, ki delujete v ozadju na levici, pridite vi na plano, pa povejte, pa dajte svoje karte na mizo. Mi na desnici vam ponujamo, spoštovani volivci in volivke, tole in tole. In ko smo imeli vlado, smo dokazali, da znamo, da zmoremo in da svoje besede držimo. In če bodo ljudje to spoznali, potem se jaz za naš rezultat ne bojim. In to je naša naloga, to, da ljudi prepričamo, da začnejo razmišljati svojo glavo. Kaj pa sodelovanje z demokrati Anžeta Logarja? Velja enako. Mi smo imeli, Slovenska demokratska stranka, že v preteklosti seveda različne vlade, če se spomnite, pa z Desusom, pa z SMC-jem, pa podpisali smo partnerstvo za razvoj, kjer smo se dogovorili z levimi strankami, da bomo vse te predloge, ki jih dajemo v obliki zakonov na mizo, prej prediskutirali, da bodo imeli kakšno besedo, da bomo sodelovali. Ne more priti neka vlada danes, kot da je začetek sveta. Tako se recimo Golobova vlada obnaša. Pred njimi ni obstajalo nič. Potem so prišli oni, in so naredili vse, predvsem veliko zmedo, pa veliko škode. In kaj potem? Mi rabimo eno dolgoročno strategijo te države. In tukaj moramo doseči nek najširši politični dogovor, pa vse vendarle
rodi se in ne pade država z eno vlado. Vlade se menjajo, ampak a smo se mi sposobni dogovoriti za nekaj, kaj bo čez 15 let, čez 15, ne čez 50. Morali bi se dogovoriti, kaj bo čez 50, kje bo Slovenija čez 50 let, ne? To se pravi za glavne stvari. Za glavne stvari. Potem pa jasno, vsaka politična stranka tekmuje s svojim programom. Mi vam ponujamo nižje davke, sosedova stranka vam ponuja višje davke. Odločite se, kaj želite? Nižje davke ali višje davke? Mi vam ponujamo takšno zdravstvo, oni vam ponujajo drugačno zdravstvo. Mi vam ponujamo takšen pokojninski sistem, drugi nekega drugega. In še za ostale stvari, seveda. In če bi ljudje vsaj te glavne stvari vzeli, ne, in razumeli, potem je odločitev na volitvah zelo, zelo lahka. Eden izmed, celo vodja delegacije, ki je prišla sem v Slovenijo iz Švedske. Tomas Tobej je iz Švedske, moj zelo dragi kolega, ki seveda se je čudil, kaj se tukaj dogaja, ampak ko se pogovarjamo, on tudi pravi, oni so zdaj na oblasti, njihova stranka je na oblasti, Evropska ljudska stranka, in pravi, veš kaj, Romana, mi se pa najbolj bojimo, še dolgo imajo do naslednjih volitev, da bi se na naslednjih volitvah pokazalo, da nismo naredili vsega, kar smo obljubili volivcem, ko so nas pred 4 leti izvolili. Ker nas bodo kaznovali, če ne bomo naredili tistega, kar smo jim obljubili. To je pri njih sistem, ne? Pri nas je pa očitno malo drugače. Ampak če bi vsaj poskušali se približati temu, ne, potem bo šla Slovenija lažje naprej, no. Dobro, medvi sva pri koncu, torej, če prav razumemo, ta delegacija Evropske ljudske stranke oziroma ta obisk, to še ni pika, oni še niso rekli zadnje besede, ne? Ne, se bo še dogajalo. Ta delegacija je rekla zadnjo besedo oziroma bo še napisala poročilo, ampak sledijo pa druge stvari, ki jaz upam, da bodo pripeljale, no, do tega, da se bo v Sloveniji kaj spremenilo. Dobro, gospa Romana Tomc, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. In hvala za pozornost vsem, ki nas spremljate. Nasvidenje.